Pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Zelenjava. Ste kdaj pomislili, kako se počuti zelenjava v naših hladilnikih ob številnih namazih, sirih, hrenovkah, klobasah ali salamah? Najbrž res ne. A tokrat bomo prisluhnili pravljici, v kateri je ravno cvetača skupaj zelenjavo zanetila v por, saj je že skoraj zgnila. Mislite, da jim je uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom Pozor, cvetača prihaja. Cvetača, brokoli in špinača so se z drugo zelenjavo drenjali v prenapolnjenem hladilniku. Nihče se ni zmenil zanje, zato je cvetači nekega dne prekipelo. Uprimo se, je pozvala k uporu. Brokoli in špinača sta se takoj strinjala. Zelje, solata in korenje pa so sprva malce omahovali, potem pa so tudi oni pristali. Kajti v zadnjem času so hladilnik neusmiljeno bombardirali številni namazi, majoneze, hrenovke, siri in salame. Tega imam dovolj, se je jezila cvetača. Če ne bomo česa ukrenili, bomo pristali v košu za smeti. In tako so združili moči. Cvetači se je nekako uspelo prebiti v prednjo vrsto v hladilniku, od koder jo bodo zlahka opazili, ko se bodo odprla vrata. Na položaj, jih je opozoril brokoli, ki je bil prvi zaslišal korake pred hladilnikom. Že v naslednjem trenutku so se vrata na široko odprla. Tukaj sem! Tukaj sem! Je kričala cvetača in se stegovala naprej, da bi se skoraj preklala na pol. Tudi špinača, ki je tedaj ravno plezala čez goro namazov, je zakričala. Mar si slep? Je krilila s košatimi listi. Poglej, kako sem lepa in zelena! Se je drla na vse grlo. Toda zaman. Hladilnik je zapustila salama. Brokoli, ki je bil stisnen nekje zadaj, je bil čisto obupan. Vedel je, da ima sam še dosti manj možnosti, kot ste jih imeli njegovi prijateljici. Morda bi pomagalo, če se oprimemo salame, se je z druge strani hladilnika oglasil korenček. Se je nad idejo takoj navdušil brokoli. Poskusil bom. In se je pri priči oprijel kar najbližje hrenovke. Ob meni nimaš nikakršnih možnosti, se mu je posmehovala hrenovka. In prav zares. Ko so se v času kosila vrata hladilnika spet odprla, je bila na vrsti prav ona. Brokoli se jo je tako močno oklepal, da so mu vitamini v žilah poskakovali kot na trampolinu. A že naslednji hip so se nadenj spravili neusmiljeni prsti in ga porinili v zadnji del hladilnika, kar med margarino in sirni namaz. Presneto, je bil nejevoljen brokoli. Tudi cvetača in špinača sta se od silnega naprezanja za pozornost sesedli kot kupček nesreče. Saj vendar nihče ob takšni izbiri hrane ne more ostati zdrav, se je jezila špinača.
Stavim, da nas bodo opazili šele takrat, ko bomo že pošteno nagniti, je bila užaljena cvetača. A pred tem bodo v zrak izpuhteli vsi naši vitamini, se je obupu pridružil še brokoli. Tudi korenje, ki je moralo svoj prostor braniti pred vsiljivo pašteto, ni imelo razloga za veselje. Že več dni se ni nihče spomnil nanj. Toda v času večerje se je v hladilniku spet prebudilo upanje. Vzemi mene, je prvi planil brokoli. Skrbim za zdravo srce, kajti samo zdravo srce te bo poneslo tja, kamor si želiš, je hitro dodal. Vzemi mene, se je glasno ponujala špinača. Skrbim za moč, je rekla. Samo kadar si dovolj močan, lahko počneš, kar si želiš, je dodala. Izberi mene, je pohitela tudi cvetača. Skrbim za dobro kri, kajti če imaš dobro kri, zagotovo ne boš imel velikih skrbi, je rekla prepričljivo. Jaz pa delam za zdrave oči, se je oglasil korenček in se stegoval prek paštete. Z njimi boš videl čudovite stvari, je obljubljal. Midva bova poskrbela, da boš dobro spal, sta rekla zelje in solata. Kajti samo dobro spanje ti bo prineslo tudi lepe sanje, sta trdila. Ob teh zelenjavnih besedah so se v hladilniku vsi, razen zelenjave, pošteno zabavali. Še posebej majoneza, sir in salama. Zaman se trudite, so se jim posmehovali. Enega izmed nas bodo izbrali, je bila prepričana majoneza. Toda brokoli, cvetača, špinača, korenje, solata in zelje so kljub temu od silnega pričakovanja komaj zadrževali dih. Lahko da se tokrat motiš, je majonezi zabrusila cvetača. In po hladilniku se je razlegel gromki smeh, kajti tega nihče ni verjel. Kakorkoli že. Takoj zatem se je zgodilo. Groza! Ni mogel verjeti brokoli. Pašteta, se je čudil. In saj ne more biti res, je razočarano vzkliknila tudi špinača. Zraven pa še sirni namaz? Zelje je sililo na jok, cvetača pa je imela vsega dovolj. Nekako se je uspelo zriniti na rob in se je, tik preden so se vrata hladilnika zaprla, skotalila na tla. Je zamrmral tisti pred vrati in jo pobral. Potem jo je podržal v rokah. Zelenjavna juha, je glasno razmišljal. Ja, so bili navdušeni cvetača, brokoli in korenček. Juha, so kričali vsi v en glas. In po kratkem omahovanju sta morala pašteta in sirni namaz nazaj v hladilnik. Hura, 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 se je slišalo iz hladilnika. Prav zares so si dali duška vsi, ki so v sebi zadrževali vitamine in minerale. Zdaj je bila na vrsti zelenjavna juha. Še midva, sta glasno poskakovala zelje in špinača. In tudi njima je uspelo. Zadnji trenutek sta se pomešala v solato. In tako se je zgodilo. Po nadvse okusni večerji je sledilo spanje. Potem pa še čudovite sanje. Prav takšne, kakršne sta obljubljala zelje in solata. A tudi špinača, brokoli, cvetača in korenček so izpolnili, kar so obljubili. In za nagrado?
Za nagrado so prvo vrsto v hladilniku dobili. Bravo! Vse čestitke za pogum ter vztrajnost. Ja, včasih pa res morda pojemo premalo zelenjave in sadja. Naša hrana mora biti uravnotežena. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici z brokolijem v glavni vlogi, in sicer pravljici z naslovom Škrat brokolino ali pametne glave so zdrave. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite pojesti tudi kakšen kos sadja ali zelenjave. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi cvetače ter zelenjave. Čau, čau!